izgledate. V novo šolsko leto smo že močno zakorakali in tudi mladi novinarji smo že pridno začeli z delom. Malo smo povprašali in spoznali smo dva učenca, ki si zaslužita, da jo spoznate. To je 9. šolka Tina Šafarič in Aleksander Herbst iz 7. razreda. Pozdravljena. Zdravo, živo. Aleksander, s čim se ukvarjaš? Jaz se ukvarjam z origami. Origami je japonska umetnost, ki uporablja le en papir. Ta labod je nared iz enega papirja. Tole je maska, ki je narejena iz dva papirja. In tale je labod, ki je nared iz enega papirja. Je še tudi druge vrste. Tole je nareto iz približno 14 papirjev, malih. In tole je izdelek, ki je zelo dolgo trajal, da se je naredil. To je pa roža v povrti. Kateri je tvoj prvi izdelek, ki si ga naredil? Moj prvi izdelek je tale labod iz enega papirja. Kje dobiš vse te ideje? Ideje dobivam iz interneta ali po kakšni sliki, ki jo vidim. Kdo je tvoj ustvarjalni vzornik, zakaj pa on? Je Jeremy Schaefer, zato ker je zelo dober v origami, ustvarja od malih nog in zelo dobro razlaga. Kje ustvarjaš? Ustvarjam v svoje sobi. Moraš imeti poseben prostor. Ni važno, kjer sem, samo da sem sam. Zakaj? Ker če te to moti, pa kaj spogovarja mogoče s tabo, se velikokrat zgodi, da se zamešaš izdelek in pa moraš vedno nekaj popravljati, ko je kar dolgo. Kateri je najtežji del pri tvojem ustvarjanju? To je težko reči, zato ko vedno, ko boš naredil kakšno novo izdelek, boš videl, kaj ti pride na papir. Imaš kakšen izdelek, na katerega si najbolj ponosen? Ja, to je ta roža, ko pride iz papirja. Zakaj pa prav ta? Zato, ko je zelo dobro delati, pa zanimivo je mi, zato, ko je kar tako zgleda prva, kot da je kakšen papir pač. Ali bi nam še pokazal kakšen izdelek, kako to narediš? Bom pokazal, mislim, naredil tega laboda, ki je bil moj prvi izdelek, kar sem ga naredil. Tina, s čim se ukvarjaš? Z robotiko. Tu imam na primer dva projekta. Tole je robotek, ki se pelje naokrog in ko zazna oviro, se ustavi in obrne. To pa je različica igre Simon pravi, katere pravila so, da ko robot odigra nekaj, da potem igralec mora to melodijo ponoviti. Kdaj si se začela ukvarjati s to dejavnostjo? Letošnjega aprila, ko sem to dobila za rojstni dan. Kaj te pri tem delu najbolj navdušuje? Takrat, ko napišeš kompleten program in sestaviš vse veze in ugotoviš, da ti je v prvem poskusu uspelo. Ali imaš vzornika? Lahko bi rekli, da je to moj ati, zato ker me je prvi navdušil s tem in tudi zelo obvladal. Koliko časa ga posvetiš na dan te dejavnosti? Različno, zato ker je odvisno tudi od tega, koliko imam časa še od preostalih obveznosti, ampak ko se je zelo zagrizalo v delo, potem tudi včasih do 1 ure in več. Ali bi nam še pokazal, kako to deluje?
pač tega mojega veselja do ustvarjanja. Drugače doma tudi rada rišem, potem ustvarjam s fimomaso, pletem zapestnice, kvačkam, pletem, pa tudi delam verižice in zapestnice iz perlic. In tole pa, vidite, prosto sam če primeš. In tole zapestnice se naredi samo z vijanjem, tako da se z motočkom naredi. Dovolj navita, se potem samo, če daš prst na sredino, takole prepolovi, prime, spusti, malo popravi in že naravno, tako preprosta zapestnica. Zelo zanimivo, res. No, tule je pa še Aleksandar tudi končal ta svoj izdelek in pač, kako bi to bilo, kako poveš? Je en zelo zakompliciran del, sam, ko se ga naučiš, je vredno vse. Na koncu bi se rada zahvalila, da sta prišla in nam pokazala, kaj zmoreta. Obema želim tudi veliko sreče pri ustvarjanju. Vas, gledalce in gledalke, pa pozdravljam in kmalu nasvidenje. Z vami sem bila novinarka Zoja Štukar.